drugo točko dnevnega reda, to je na prvo obravnavo predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Predlog zakona je obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanimi Janezom Ciglerjem Kraljem, Francem Križanom in pa Zoranom Stevanovićem. Zgodil se je politični obrat, kar je bilo pričakovano po 4 letih slabega upravljanja z državo strani leve politične opcije, ki pa je za seboj pustila kaos zlasti na področju zdravstva, gospodarstva in tistega upanja, ki ga država potrebuje za prihodnost. Zdaj, pogoje za delovanje gospodarstva, podjetnikov, obrtnikov in kmetov se je skozi 4 leta spreminjalo praktično iz meseca v mesec. Ni bilo leta, da ne bi spreminjali obdavčitev. Normirance ste 3-krat spreminjali. 3-krat. In vedno novembra, začelo pa to veljati potem 1. januarja. Prispevki za samostojne podjetnike, posameznike so narastli pod vašo vlado za 60%. Edina stvar, ki se v vaši vladi ni spreminjala, je bila ta, da ste obremenjevali gospodarstvo in delovne ljudi. Zakaj interventna zakonodaja? Tega, ker po 4 letih tega temačnega obdobja za razvoj države je res potrebno imeti v rokah omnibus, intervencijo, ki jo gospodarstvo in vsi ljudje, ki delajo, potrebuje. Interventni zakon, ki so ga vložili poslanci desnega trojčka, NSI, demokratov in pa Resnice, je zakon za bogate. Ljudem, ki bi jim po zatrjevanju predlagateljev pomagal, bodisi ne prinaša ničesar, bodisi jim celo škoduje in jemlje. Je pa izrazito ugoden za kapital in za tiste zelo visokimi dohodki. Namesto ciljanih odgovorov na realne izzive, kot je na primer energetska kriza, prinaša nepremišljene in nepovezane posege v ključne sistemske zakone. Tako v tem zakonu ni ničesar razvojnega in ničesar, kar bi potrebovalo takojšnjo intervencijo. Gre za zakon, ki bo naredil na eni strani luknjo v proračun, v državno blagajno, na drugi strani pa dal velike odpustke bogatim elitam in tistim, ki podpirajo seveda vlado, ki bo delala, kot smo že videli v teh 2 tednih, za kapital in ne za ljudi. Smer bodoče skrajno desne vlade. Ta zakon ne naslavlja samo gospodarstva, naslavlja tudi vsakdanje življenje ljudi. Ko predvideva nižji DDV na osnovna živila ter na energente, odgovarja na realnost draginje, ki ljudje občutijo pri vsaki položnici in pri vsakem obisku trgovine. Ko razbremenjuje delo, podjetništvo, samozaposlene in kmete, pomaga prav tistim, ki pogosto nosijo največje breme, imajo pa najmanj varnosti. V poslanski skupini Resnica zato menimo, da je ta zakon v osnovi dober, ker skuša ljudem pustiti več od njihovega dela, podjetjem dati več možnosti za preživetje, družinam zmanjšati osnovne stroške in državi vrniti nekaj zdrave pameti. Prispevek za dolgotrajno oskrbo ni kazen. Je civilizacijski dogovor, da starost, bolezen in nemoč niso zasebni problem posameznika ali njegove družine. Je dogovor, da bomo kot družba poskrbeli za ljudi, ko bodo pomoč potrebovali. Predlagatelji tudi pozabljajo na dejstvo, da se s prispevkom za dolgotrajno oskrbo v višini 1% upokojenci oskrbovalci pridobili za več 100 evrov nižje položnice v domovih za starejše. Ukinjati del tega vira brez resne alternative pomeni ogroziti stabilnost sistema in znova odpreti vrata višjim položnicam, slabši oskrbi in večjim razlikam med ljudmi. Da želite na široko odpirati spet zaposlovanje prek espejev, čeprav vam je Ustavno sodišče povedalo, da je ustavno dopustno, da se je to omejilo in da to zasleduje cilj vzdržnosti javnega zdravstvenega sistema. To mi je zelo žalostno, da ste to dali nazaj noter. Pač povejte iskreno, za koga to delate. To me najbolj moti. 7500 evrov na mesec. Brez podjetnikov in teh grdih kapitalistov, kot pravite, ni nič. Zagotavljajo tudi vaše plače in vse neumnosti, katere ste kot dvojni status upokojencev. Nekdo, ki je 40 let delal in če se čuti sposobnega in če želi seveda še delati naprej, ne dela naprej, ne pa da mu država pobere del prislužene pokojnine. Ko sem pred časom o tem govoril z Lukom Mescem v Državnem zboru, je rekel, ni šans. Kaj ni šans? 40 let je delal, zaslužil si je penzijo. Pika, dokončna pika. Če želi delati, pa ne dela. Delodajalec mu pa plača prispevke. V čem
je problem. Kaj mene briga? Kot pacient te morajo zanimati samo dve stvari. Kdaj boš dobil storitev, da bo ta storitev kvalitetno opravljena in da boš takoj na vrsti, ko boš storitev potreboval. Ne pa vaše ideološke delitve na javno, zasebno in tako naprej. Slabše, kot je v zdravstvu, enostavno ne more biti. Vse smo gledali posnetke, kilometrska kolona v občini Borovnica, ko ljudje leta 2026 v dobi digitalizacije čakajo, da se vpišejo k osebnemu zdravniku. Vsi smo na istem vozu in ne pristajam na nobene delitve, kakršne povzročate v Levici, kjer s prstom kažete, poglejte, kake dobičke imajo. In to ni v redu. In sem vam tudi včeraj povedal, odprite si SP, pustite poslanski mandat, odprite SP in začnite ustvarjati dobičke, boste tudi vi grdi kapitalisti in se bašite z denarjem, boste videli, koliko je to preprost. Lažje je tamle sedeti na stolu. No, poglejte to dvoličnost. Danes bomo iz strani Levice slišali ogromno nekih besed, kako nekdo zasluži 7500 evrov in več in da ga zdaj tukaj razbremenjujemo. A ni pa problem, ko nekdo zasluži 6066 evrov. To pa ni noben problem. Ta znesek mesečno prejme Asta Vrečko in Luka Mesec. Se pravi, kdo dobi 7 jurjev pa pol, ga bomo napadali, nekdo, ki dobi pa Jurija Mej, dobrega Jurija Mej, a to je pa v redu. Evo, tukaj so vam dvojni vatli, dvojna merila vaše stranke Levica. O teh se pa ne boste pogovarjali. Saj vem, da kaviar socialisti najprej poskrbite zase. Domoljubje ni džambo, napis, bo moj nuk še pel slovenske pesmi. Ne, domoljubje so dejanja. Če ne bo pel slovenskih pesmi, očitno po nekaterih potezah bodoče pozicije bo raje pel v madžarščini ali pa v hebrejščini. Številnimi potezami, kateri se zamegljujejo ta trenutek s tem populističnim zakonom, preusmerjajo pozornost ravno od tega, kako poceni se prodajamo in pa razprodajamo. Strani kolegov iz Levice, zakon za bogate. Super, super. Jaz upam, da je res zakon za bogate. Ker pol vsi lahko se odrečete svojih poslanskih mandatov, vsi odprete SP in rabite 1 uro. V eni uri se odpre SP. Greste na iPes, rabite svojo davčno številko, rabite pooblastilo oziroma, če ste sami lastnik nepremičnine, ki jo boste to imeli prijavljen, lahko odprete v 1 uri, max. Torej, odprite, boste podjetniki, kapitalisti, zaslužili boste veliko denarja. Oziroma, rečete vsem unim, ki so na minimalni plači, da oni to izkoristijo. Da pa ne govorim, da je to zakon, ki ste omenili samo za 1% ljudi. Veste, zakaj za 1% ljudi? Zato, ker je 62 000 SP-jev v vašem mandatu zaprl SP. 62 000. Trend v 2026 je 40% padec. Naj nehajo poslanci, naj razpravljajo o neki zadevi, ki jo imamo pred sabo, ne pa da skačajo posameznike in se zaganjajo in to neki nam svetujejo. Mislim, mene ne zanima moje osebno kšeftanje. Mi se pogovarjamo o dobrobiti za ljudi v celoti v tej državi, ampak ta človek očitno ne razume, pa nam tukaj še celo je ves navdušen, da bo 1% profitiral in tako naprej. Se bom jaz pozneje razložil v razpravi, v čem je problem, itak pa ne bo razumel verjetno, ker bo spet isto ponovil. Prosim, da opozorite, naj se nehajo zaganjati ad personam, naj razpravljajo o vsebini tega velikega umotvora, ki se je pojavil pred nami kot poslanski zakon. Jaz nisem razumela, kateri postopkovni predlog je bil to. Razumela pa sem kar nekaj žaljivk, pa bi prosila, da podelite opomin kolegici. Pa še samo v pojasnilo, naš Nedeljko je lastnik in direktor računovodskega podjetja, toliko o tem bil. Toliko o tem, da se ne spozna na te številke. Ko je rekla kolegica Sukič, da ne bi šel za zakon, ki je pred nami, za umotvor. Res, zakon, ki nastavlja upokojence, študente, popoldanske SP-je, kmete, to je za predstavnico stranke, ki je bila tudi podpredsednica Državnega zbora v prejšnjem mandatu, umotor. Žalostno, na kakšen nivo retorike se upate razen redkih izjem na uni strani izpustiti. Je tam na levi strani tega Državnega zbora, tam velja logika, država naj čim več vzame, ker država ve, kako razporejati denar, ki ga ljudje prigarajo. Tukaj na desni pa je malo bolj drugačna logika. Tista, da posameznik, ki denar prigara s svojim delom, tudi sam lastno najbolje ve, kako ga porabiti. To je edina razlika. Nisem
razočaran nad tem in nisem nič jezen, ker smo zdaj v opoziciji, ampak malo se pa čutim tudi odgovornega. Jaz res ne bi rad, tako kot sem v prejšnjem mandatu rekel, je bila napaka, da smo nekatere zakone kar tako na hiter povozili, brez kakršnega koli premisleka, ampak to ne pomeni, da lahko to dela vsaka nova koalicija, vsaka nova vlada in nekatere stvari spreminja, ki so dobro nastavljene. Bom jaz proti tem, da gre ta zakon naprej v naslednjo obravnavo, zato ker sem preveč odgovoren do države in prevzemam en del odgovornosti kot minister za gospodarstvo za kakšno odločitev, ki pač nisem bil najbolj uspešen. Kolega Han, ko sem menil, da levi pol gradi na zavesti, sem rekel razen redkih izjem, vas štejem med te izjeme. Očitati nam, da nimamo uvida v stanje javnih financ, medtem ko je vaša stranka in vaša koalicija, katere del ste bili, sprejemala omnibus zakon, bomo rekel ulice, je pa malo sprevrženo. Smo poslanci in smo družbeno odgovorna bitja in dejansko komentiramo ta omnibus zakon, ki je na vrat na nos pred nami, brez pravega premisleka, na način, kot pač čutimo, da je prav. In zato prosim, da mu izrečete opomin, ker je to razžalitev, razen redkih izjem, nas je vse obtožil za navadne favšljivce in zavistneže. Predlagam tudi opomin za kolegico Sukičevo, ki je prej našega kolega označila, da nima pojma, o čem govori, zaradi razžalitve. Zavezali smo se, da bomo tudi kulturno, spoštljivo komunicirali. In prosim, in to velja za vse, da v takem smislu, v take luči nadaljujemo naprej. Dobički gospodarstva so bili v tem mandatu ob največji krizi doma in po svetu rekordni, pika. To so dejstva. In temu kapitalu služite in ta kapital dela za vas. Zato sedaj imamo Brodnjakov zakon, a ne? Zato so vam služili Južina in vaš Vizjak v Petrolu in tako naprej, da se ne spomnim. Sedaj sem šla na kratek oddih na Petrolu, je bila ena lučka stane 5 evrov, 4 cente, pa ena radenska z okusom 3 evre pa nekaj. Ne bom več tam kupovala, da povem, to ni smešno. Ne vas spomnim, dvignili ste tačko tudi zato, takoj ste glasovali za to, da ste razveljavili naš zakon o dohodnini, ki je vsem prinašal višje plače. Danes pa bom rekel takšna skrb. In ne veste, s čem bi še operirali, pa na dan prinesete Brodnjaka. Ker če ne bilo njega, bi pa prevlekli kakšne druge ideološke teme, pa partizane, pa ne vem kaj vse. S svojim delom enostavno nimate kaj pokazati in vlačite noter Brodnjaka. Kaj ima on s tem? Kaj ta kapica pomeni na prispevke? Zgolj za najbogatejše. Pomeni, da bodo tisti z najvišjimi dohodki prispevali manj, to v sistem, ki temelji na solidarnosti in iz katerega pač črpamo za zdravstvo, za pokojnine, dolgotrajno oskrbo in podobno. Moram zdaj tole povedati, ker očitno poslanka Svoboda ni prebrala programa stranke Svoboda. Se pravi, svojega lastnega programa ni prebrala. In kaj imajo oni tukaj not zapisan? Oni imajo zapisan, da o razvojni kapici in privabljanju talentov imajo poseben naslov, kjer piše, da bodo v Svobodi uvedli bomo razvojno kapico na socialne prispevke s ciljem večje konkurenčnosti delovnih mest, ki ustvarjajo najvišjo dodano vrednost. Spet dvojna merila. Ma zapisan to v programu, danes pa govori tule proti razvojni kapici. Se pravi, poslanka Svobode ni prebrala svojega lastnega programa. Zdaj vem, da nekateri niste vajeni delati, ampak danes je delovni dan in ne praznik, pa če tudi bi eni raje bili na kavču. To je članek iz meseca februarja. Je Levica predlagala, da bi prazniki, ki padejo na vikend, prenesli na ponedeljek. Mislim, da bi to dodatno zmanjšalo proizvodnjo in konkurenčnost podjetij. In če bi bil predlog sprejet, napoveduje ukinitev ugodnosti zaposlenim, morebitno zaprtje podjetja ali celo selitev v tujino. Zaključek pa je povzel z ostrim stavkom: to ni socialna politika, to je kretenizem. Hvala. Izvolite, gospa Sukič, postopkovno. No, da vas zdaj le vidim, spoštovani predsedujoči, ali boste zmogel svoji neposredni kolegici izreči opomin, ker je izjavila žaljivo stvar spet. To je kretenizem. Mislim, mi tukaj nismo kreteni, ne? Da se razumemo. Enaki vatli za vse. Ko bom jaz nekomu rekla, to je kretenizem, ali pa žala ljudi, da so malte nekreteni, ali pa favšljivci, kot smo prej slišali in tako naprej, ko se bom takole pogovarjala, mi boste komot lahko dal opomin. Dajte še njej. Takoj bi izrekel opomin, če bi ona to dejansko rekla, ne samo citirala nekaj in je to tudi na koncu povedala, da je citirala.
Žal mi je, da niste poslušali, ni bilo tega namenjeno nikomur. To vam garantiram, zato ker točno vem, kateri del je citirala in je na koncu v zanosu vašemu, ko ste želeli replicirati, tega niste slišali. Nadaljujemo z razpravo. Gospod, izvolite, gospa Grgurevič, postopkovno. Jaz pa tudi za vašo kolegico, ker tudi za etični kodeks v povezavi z redom na seji treba skrbeti. Vem, da nekateri tukaj niste navajeni delati. Tukaj v Svobodi smo poslanci, ki smo delali, ne vem, koliko imate staža vi. Jaz delam, ne vem, od katerega leta že, a ne, gremo počasi proti penziji, tako da se vzdržite svojih opask, lahko pa preverimo vaš staž. Spoštovani predsedujoči, če je bil kretenizem citat, to pa, nič ne delamo, pa da naj se zležavamo po kavčih, pa je bil njena lastna poved, ne, ki je prav tako žaljiva. Torej, izrečite opomin za to. Hvala. Najlepša hvala, sem že obrazložil svojo odločitev. Programerji, grafični oblikovalci, frizeri, digitalni marketing, fotograf, spletni oblikovalci, prevajalci, svetovalci, a so to bogataši? Za mene to niso nobeni bogataši. Veste, kdo je za mene bogataš? Tisti, ki je imel 400 000 evrov letne plače kot direktor GEN-I, in to je Robert Golob. On je za mene bogataš. Pa niste imeli nobenega problema, da je bil bogataš predsednik vlade 4 mesece. 4 leta. Ok, bi saj bil 4 mesece. Škoda ni bil. Klemen Boštjančič je za mene bogataš. Poglejte, kje vse dobil, kakšno plačo je imel. In ne nazadnje, Matjaž, oprosti, mislim, da si ti najbogatejši poslanec. Glede na podjetje, glede na vse. Čeprav, če bi nepremičnine od Sajevica, koliko jih je, čez 70, preverili, mislim, da bila kar kruta tekma. Tako da, lejte, ne govorite o bogataših, ker jih imate v lastnih vrstah. Vi svoje žalite, vi pluvate po svojih. Blaž Brodnak, dajte mi vi povedati, kdo v tej državi, pa nisem noben oboževalec Blaža Brodnaka, čeprav mi je njegova miselnost všeč, kdo v tej državi ima karkoli manj zaradi Blaža Brodnaka? Kdo v tej državi ima karkoli manj zaradi Blaža Brodnaka? Nihče. Kdo v tej državi ima karkoli manj zaradi zdravnikov koncesionarjev? Nihče. Kvečjemu več. Glejte, v občini Gorenja vas - Poljana, kjer nas je 7800 prebivalcev. Veste, koliko zdravnikov imamo? Za 7800 prebivalcev. 7. Ena je iz javnega zdravstva, ostali so koncesionarji. Iz 18 občin hodijo v našo občino, v naš zdravstven dom. Levico volijo še kdo? Po moje dobršen del javnega sektorja, del upokojencev, ki je miselno ostal v bivši socialistični Jugoslaviji, LGBT populacija, nevladniki. To ni delavski razred. Sploh pa kdo je delavec? A nekdo, ki dela 8 ur za računalnikom, je programer, a on ni delavec? A moraš danes sam fizično delati, da si delavec? Mladi se danes ne odločajo več, kaj jim bo zvečer ob 10 povedala Tanja Starič na Odmevih, kjer malo tam kima pa malo komentira. Poslušajo podcaste, kjer ljudje logično razmišljajo, kjer mladi govorijo, kjer ostali govorijo. In lejte, ta vaš sistem se vam razsuva pred očmi. Jaz resnično upam, da če bo nova vlada, da se dejansko ustanovi določene nove organe od skoka do specializiranih tožilcev. Karkoli že, jaz bi tukaj dal še pogoj, da edini pogoj, ki je, da ne sme imeti slovenskega državljanstva. Da morajo priti iz tujine, pa da vse pregledajo, kje se je kradl in kje se denar ven odnaša. In da tisti, ki so kradli, prinesejo nazaj še tisto, kar jim je stara mama za birmo dala. Pa verjemite, da bo dosti denarja za vse ukrepe. Poslanec je bil poleg tega, da je bil pred kratkim že zelo nespoštljiv do predsednice republike, za katero je izjavil, da koga briga komunajzerska Nataša Pirc Musar, za kar menim, da se mora obravnavati na kolegiju predsednika Državnega zbora. Sama bom pa tudi prebrala, ali ga kazensko ovaditi zaradi tega, ker za to tudi nimate imunitete, kajti poslanec ima za neko izraženo mnenje na sejah Državnega zbora, za takšno pobalinsko žaljenje pa nikakor. Torej, žalijo ustavne sodnike Republike Slovenije, govorite o nekih naših ustavnih sodnikih. Čisto vsako besedo gospoda Mahniča sem poslušal in evo, zdaj teče že 6 ura in pol te debate. Vsaj 100-krat sem slišal levo ali desno. In gospod Mahnič je rekel, pa ga ne branim v tem momentu, ampak sem pravičen,
da bo 8 ustavnih sodnikov levih. S tem jaz mislim, da ni bila izrečena nobena žalitev, ukolikor bi bila, bi ga absolutno prekinil in v tem momentu bi mu izrekel opomin brez kakršnikoli zadržkov. Tako da hvala. Kar se pa tiče njegove izjave glede predsednice, pa ni stvar te postopkovne razprave. Hvala vam lepa. Slabo ste poslušali. Zavrtite si nazaj, da boste slišali, kaj je rekel. Vsako besedo vam lahko črkujem, gospa Grgurevič, ne samo gospoda Mahniča, ampak tudi vašo, pa od prejšnjih razprav. Hvala vam. Ni res. V redu, in ne rabite se razpravljati z mano. Hvala. Prehajamo torej na glasovanje glede zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo. Ugotavljam, da je navzočih 70 poslancev, za je glasovalo 47, proti 21. Ugotavljam, da je Državni zbor sklep sprejel, zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo skupnem odboru kot matičnem delovnem telesu. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 4. izredno sejo Državnega zbora. Lep večer vsem.